Evo, jaz mislim, da zdaj lahko začnemo. Dobrodošli vsi. Še enkrat, moje ime je Marija, delam v Mednarodni pisarni FU. Z mano bi morala biti Katarina, pa je žal na bolniški, tako da jaz upam, da se nam kmalu pridruži za kakšna vprašanja, če boste imeli konkretno, namreč ona je glavna pri teh, je podpora pri komisiji za dodiplomski in podiplomski študij, to pomeni te najave in priznavanje izpitov in te v bistvu potrdila, a ne. Tudi nominirala naj bi vas ona in vas bo z naslednjim tednom, ko pride, ampak zdaj je pa žal ni, vseeno smo se odločili, da bova imeli, da bom jaz danes sama izvedla. Tako da lahko pišete v chat, vam pa že takoj povem, da ga sproti ne bom brala, bom ga na koncu. Dobrodošli, da se unmute. Tako da me kar vprašajte, prekinite, vse je dovoljeno. No, tako, zdaj samo da na kratko opozorim, da čuvite, da boste naredili vse izpite, da boste imeli pogoje za vpis v višji letnik, ker to je, pogoj za izmenjavo. Tako da naslednji pogoj je, da ste najmanj 3 mesece, 3 mesece grejo samo tisti, ki pišejo zaključno delo, drugače pa 5 oziroma 6 mesecev. Za 1 leto pa redko kdaj, ker je včasih težko najti predmete, to pomeni, da vedno spodbujamo, greste najprej za prvi semester in potem prosimo univerzo tujo in pri nas skrbnika programa, če odobri te predmete, da se podaljša še za pol leta. In kot že veste, morate tam zbrati, da upravičite štipendijo najmanj 20 kreditov, seveda je dobrodošlo, da bi jih 30, Je super, če bi vam uspeli. Zdaj pa te strašni postopki in tale navodila, ki ste jih dobili že iz strani univerze, torej boste vedno pozorni na pošto od Erike Bolčina ali Bibi Ovaska, ki je vodja Mednarodne pisarne NOUL, ta 2 imena, kadar boste iskali po mailih. Postopki pa potekajo na 3 nivojih, in v 3 fazah. Pred odhodom v tujino, v času bivanja v tujini, ni nujno, samo če so spremembe predmetov, sicer pa potem po prihodu iz tujine, da dobite še tisti zadnji del štipendije in da se vam prizna in vpišejo ocene. Tako da bomo šli zdaj najprej na ta postopek pred prijavo. Vse to imate tam na mailu od Erike, ampak mogoče, da bo bolj razumljivo, bom kaj zraven povedala. V prvi fazi mi, jaz ali Katarina, vas nominiramo, najavimo prek elektronske pošte ali pa kakšnih online njihovih aplikacij, spet ima vsaka, tako kot vidite, spletne strani ima vsaka drugače, poimenovanja imajo, so dosti različna in isto je prijava na tuji univerzi. Že ta nominacija in potem to, kar se boste vi prijavljali, so zelo različne. Žal, to ni poenoten, vem, da bi bilo nam in vam lažje, ampak tako je. In zdajle že poteka postopek nominacij, jaz sem nominirala, zdaj če pogledam, tiste, ki ste za Huelvo, Islandijo, Vaso, Finska, ostalo pa sledi naslednji teden, to pomeni, pričakujte pol kakšno sporočilo iz njihove univerze. In oni vam namreč po pošti, vam tuja univerza, tukaj, če vidimo, faza tuja univerza, pošlje navodila za application. To je običajno, imajo zdaj že vse online aplikacije in potrebno je paziti na roke, običajno imajo te skandinavske, krajše, bolj zgodaj rok postavljen, ostale pa različne. In sploh še v bistvu nominacij ne sprejemajo, če greste v drugi semester, Tako da je zelo različno. No, in na tuji univerzi bodo vam hkrati tudi poslali navodilo, če nudijo pomoč ali če nudijo študentske domove, vam pošljajo navodilo tudi za accommodation. In kaj je pomembno, da ob application formu boste morali izpolniti, poslati learning agreement, ki ga študenti izpolnite na podlagi najave, to je naš en interni
obrazec FUJA, ki ga podpiše skrbnik, learning agreement, pa podpiše študent, mednarodna pisarna, doma in v tujini. In kaj običajno zahtevajo tuje univerze ob application formu, kaj morate še naložiti, ne? Eno je transcript of records. In, se ne da gledajo povprečje, ampak to je običajno, tudi mi zahtevamo od tujih študentov. In to nam pište, meni ali Katarini ali v referat, oziroma pač mogoče lažje nama, zato ker sicer je mogoče možnost, da vam bi zaračunala. To je naš interni dokument in vam ga ne bomo zaračunali, ker gre za potrebe izmenjave. Nekatere univerze zahtevajo Certificate of English, eno je lahko že potrdilo ULS, v kakšno oceno ste dobili na unem online language. Tukaj smo se še kasneje dotaknili. Eno je, da mogoče imate kakšen certifikat, je pa možno tudi, da jaz kot koordinator ali Katarina pošljemo neko potrdilo, da smo imeli intervju z vami in da presojamo, da boste lahko sledili predavanjem na B2 nivoju. Jaz imam eno vprašanje. Kar? Matura bi tukaj lahko bila? Ja. Ok, hvala. Ja, super. Bravo za pogum. Kar prekinite me, res brez problema. No, naslednji dokument, ki je vedno obvezen, je learning agreement, ki ga pripravite na podlagi najave. Se še dotaknemo. In nekatere, ni obvezno, pa zahtevajo tudi motivation, text, letter, kakorkoli, lahko daste tega, ki ste ga že dali, ki ste pošiljali prijavo. Za accommodation ne vemo, nimajo vse univerze te možnosti. Recimo Mendel ima, ne vem, kjer zdaj na pamet lahko rečem še iz teh, Gent ima tudi. In imajo omejitve, marsikje, ni nujno spet, tako da je fajn za preveriti na spletni strani. Ena opcija je še tale spletna stran Housing Anywhere, ki v bistvu tudi nudi pomoč pri iskanju sob v tujini in hkrati, če ste tukaj v študentskem domu ali privatni namestitvi in za pol leta lahko vi oddate, oni to oboje pokombinirajo, tako da je dobrodošlo pogledati, drugače pa, ne vem, Lizbona ima kaj že neki places, ne vem, različni portali so za iskanje in s temi informacijami vas opremijo gostujoča univerza, tuja univerza. No, naslednji, še vedno smo v času pred izmenjavo, je postopek na ravni naše univerze, torej UL. UL je tista, ki vam bo izplačala štipendijo, in tako kot je že Erika omenila, gre za, kako se že poimenujejo, preko isto spletne aplikacije in hkrati boste v bistvu za Erasmus štipendijo, za tiste dodatke, ki smo jih zadnjič omenili, in če ste upravičeni do dodatka iz socialno-ekonomsko šibkega okolja, se hkrati na tej spletni aplikaciji UL-ja. To pride na vrsto šele potem nekje junija, tako da tole zdaj ni ta faza v tem trenutku, vse ostale v bistvu ja. Zdaj še enkrat, če samo pogledamo, za prvi semester so že znane, za drugi semester bodo cirka iste, če mogoče večje, ker bo ta nov Erasmus že prišel v poštev, ki bo mogoče višje zneske določil, ne vem, nimamo še te informacije. Tiste, ki greste za prvi semester, je zagotovo, da bodo taki zneski, za tiste, ki greste v drugi semester, pa mogoče kaj drugačni. Torej, poleg te osnovne Erasmus štipendije dobite še dodatek tega javnega štipendijskega sklada in tisti iz socialno šibkih okolij. To pomeni, da če ste vi ali član vašega skupnega gospodinjstva prejemali državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine, ste upravičeni še do 200 evrov na mesec. Če že sicer dobivate kakšno štipendijo, vam ostane, se to ne izključuje. Tukaj ste
pozorni na navodila spet Erike Bolčina, torej ULA faza. Ne? In ULA je tudi tista, ki vam bo za tale online language support, za katerega je dala Evropska unija res ogromne denarje in je za izkoristiti tudi ta tečaj, ta brezplačni spletni jezikovni tečaj. Ne? Dobili boste, tako kot je Erika obljubila, ko bodo na ULA dobili licence, če pa je kdo od vas, ko se bo probal zdaj prijaviti na tujo univerzo in bodo že zahtevali OLS, vam pa pišite Eriki, tako kot je dala vam navodilo v mailu, da vam ga že podeli licenco že prej. Staro licenco, stara nova nima veze, v bistvu gre samo na univerzi, tako kot gre za štipendije, govorimo o projektu, Erasmusa, letnem projektu. Torej, če je rezultat prvega testa B1 ali nižji, boste avtomatsko dobili licenco za brezplačni tečaj in je res fajn, da se ga udeležite. Če bo višji, ste povsem upravičeni, se morate do tečaja, ki vam priporočam, da ga vzamete, ker to je redko, da je tak tečaj brezplačen, in proste Eriko za licenco. Takrat, mislim, da pol ure traja, to je zdaj pred mobilnostjo. Po zaključku izmenjavo, po zaključku mobilnosti boste pa spet opravili ta test online language support, da se bo videl vaš napredek, boste sami lahko ocenili in boste lahko pol imeli tudi to potrdilce za marsikaj drugam, čeprav ni od British Councila uradno, ampak tudi ta ULS bo imel neko težo, tako da v vsakem primeru ga boste naredili, ampak splača se takrat pol ure se potruditi, ker boste lahko s tem potrdilom še kaj uveljavljali. Glavno, oba ta rezultata bosta ob tej spletni prijavi, ki je na ULA ravni za štipendijo, boste morali naložiti pred in potem po. Zdaj pa je nivo, faza. Tukaj pa, najprej vas najavi, potem pa imate stik in se povežete z vašim skrbnikom študijskega programa. Najava je nek obrazac, ga bom bolj pokazala. Kako pa se te stvari priznavajo, oziroma kaj boste vi predlagali skrbniku, ki rabi dati soglasje, da imate vi neko garancijo, da ko se vrnete, da se vam to prizna. Pri obveznih predmetih, želite si, da bi vse obvezne predmete, najprej pogledate, kjer predmet bi bil tam, se ujemal vsaj delno s predmetom obveznim, ki ga imate tu. To vi malo pogledate. Zdaj, mogoče boste težko ocenili, zato si jih zberete malo več in pošljete in se dogovorite s skrbnikom. Torej, pri obveznih predmetih iščete predmet, ki je vsaj delno se ujema s predmetom na FU, in ima enako število kreditnih točk, kot jih ima obvezni predmet tukaj. Oziroma, -1 kreditna točka se lahko, je lahko tam nižja, ta spregled ene kreditne točke velja. Pri izbirnih predmetih je pa malo bolj široko, tukaj se pa morajo predmeti ujemati posredno vsaj študijskim programom. Ni predmet za predmet, ampak se štejejo kreditne točke. Tudi, recimo, zdaj, če imamo tukaj primer, najbolj enostaven primer za obvezni predmet je, da je tam predmet ima 6 kreditov, tukaj obvezni predmet 6 kreditov, skrbnik reče ja in je 1 za 1. Marsikdaj se v tujini zgodi, boste videli, da imajo nekatere univerze predmete, ki so vredni samo 2-3 kredite. Torej, to je primer 2. Rabite tam narediti 2 izpita, ki bosta skupaj 5, ampak še vedno boste lahko tukaj zamenjali za obvezni predmet, ki je tukaj vreden 6. Tako kot sem omenila, -1 ECTS razlike. Če pa bo tam vreden 9, boste pa 3 kredite že dali v izbirne, višek. Zdaj smo spodaj pri tretjem primeru, je recimo, da ima 15 kreditov in boste, da tudi to so res univerze, da ima kakšen predmet 15 kreditov in na FU-ju boste tukaj 2 lahko priznali. Tako da tole upam, da vam je malo razumljivo. Zdaj, kdo so vaši skrbniki, upam, da veste, tukaj je še enkrat zapisano. Zdaj, novo je to, da tisti, ki ste modul upravljanja Evropske unije, da je Bruno Nikolič. Tako da zadnjič smo imeli skrbniki
sestanki in oni vejo, kaj vas čaka, kaj jih čaka. Bruno je namreč nov skrbnik programa, tako da pričakujejo vaš mail in potem skupaj bosta izpolnila, oziroma vi seveda predlog, ko se dogovorita, vi njim pošljete lahko po mailu predmet in povezavo, link, da lahko skrbnik pogleda, odpre, kakšen je učni načrt tistega predmeta. Zato je tudi ta najava tako sestavljena. Gor so vaši podatki, kam greste od kdaj do kdaj in kaj bi želeli upravljati v tujini, in je prvi stolpec naziv predmeta v tujini in povezava. Tako da to je to, kar mora skrbnik podpisati na FUJ-u. Okay. Potem je še learning agreement. Ta pa ni interni dokument, to je pa ta, ki ga mora podpisati tudi gostujoča univerza. Torej, tudi oni preverijo, ste vi bachelor, ali ste master, ali ste prav izbrali in tako, recimo, ne vem, kaj vse preverjajo. Ampak to je learning agreement, v bistvu pripravite na podlagi najave, torej isti predmeti, v zgornjem v tabeli A opišete ta dokument learning agreement, ima tako Before the mobility je tabela A in B. V A opišete predmete, ki jih želite tam v tujini delati, spodaj v B pa, kaj se vam bo tukaj priznala. In podpiše študent. Zdaj, to vse po elektronski pošti urejamo. To pomeni, da se vi ali digitalno podpišete ali skenirate, pošljete k meni in na tujo univerzo. Ali pa k meni ali pa Katarini. No, potem pa zelo pogosto se zgodi, da pridete tja, ampak to je kar začuvati, da je predmet hitro poln, da nek profesor tam vzame samo 30 študentov in vi ste prepozen se vpisal, recimo, ker se je treba pol še tam kam vpisati. Tako da to tudi čuvite, ker da se vam to ne zgodi. Včasih pa se zgodi, pa ni vaša krivda, da se pa urniki prekrivajo, zato ker tako kot pri nas, pride iz tuje univerze, pa dela nekaj predmetov pri nas, nekaj pa prosimo FDV in se jim pokriva in pol neke spremembe delajo. Torej, med bivanjem v tujini se dogajajo spremembe glede predmetov in to je, na tem learning agreementu je to druga stran, during the mobility se reče, in spet proste, pišete mail skrbniku študijskega programa, pa mednarodni pisarni v vednost in ko dobite odobritev, naredite spremembo najave, to sam kar po mailu, je dovolj pol, in še enkrat moramo podpisati spremembo learning agreementa, se spet podpiše. Ok, gremo naprej, zdaj pa, ko se vrnete. Je pa seveda, da dobite tisti zadnji del Erasmus štipendije in da vse zaključite, je na ULA spletni aplikaciji, kjer smo prej omenili za štipendijo, morate oddati končno poročilo, spet boste takrat pol dobili navodila od Erike verjetno in naložiti academic transcript, ki ga dobite tam na tuji univerzi, ali pa transcript of records, spet različna poimenovanja, in to tudi nam pošljete in včasih je to confirmation of student mobility, to je pa pomembno, da točno vejo na naši UL, torej Erika, koliko dni ste bili, ker po dnevih dobivate štipendijo. Včasih je lahko ta confirmation tudi del academic transcripta, tako da tam se probite zmeniti, da vam dajo res čim kasnejši in čim zgodnejši datum, zmeniti. Da je res tako, kot ste prišli, sploh, če bo drugo leto kakšna kombinacija, ampak predvidevamo, da septembra bo ok in boste šli, ker do štipendije seveda ste upravičeni, ko ste fizično v tujini, Če pa boste vmes prekinili, pa šli domov in delali online, samo takrat niste upravičeni do štipendije. Tako da zdaj je praksa taka, da študenti ostajajo tam, se ne vračajo. Lani spomladi je bilo drugače, ker je bil pritisk staršev, ambasadorjev, zdaj pa je so to že malo ustaljene. In kaj še, na zadnji del learning agreementa, kjer se potrdi, da ste te predmete naredili, in
na UL-ju morate oddati, naložiti v to spletno aplikacijo še potrdilo, da smo v mi na FUJ-u te predmete priznali. To dobite pa tudi pri nama s Katarino oziroma v referatu, takrat, ko se vrnete. S Katarino vam pošljeva še en vprašalnik, tak, ki ga vi ste zdaj mogoče našli na naši spletni strani pod univerzami, in je res dobrodošlo, da so kakšne informacije za študente, ki se zanimajo za naprej, tako da vas res prosimo vsi, da izpolnite. In to je, kar se zdaj birokracije tiče, jaz mislim, da vse, čuvajte roke, ker in za accommodation in za predmete je marsikdaj first come, first serve. Tole sem še prilepila nekaj iz tistega maila, ki je Erika pošiljala, da sploh novi Erasmus si želi zelenih vrst prevoza, tako da tale Interrail opcija, ki smo jo vam tudi že zadnjič poslali, malo poglejte in mogoče res zakaj ne z vlakom, tudi zaradi prtljage lažje, ker je finančno ceneje, Na tej spletni povezavi je UL pripravila tudi najbolj pogoste vprašanja in odgovore. In tale listina, ki ste jo dobili v mailu od Erike, je pač en dokument, ki je pomembno, da nacionalne agencije EU ve, da ste ga videli, tako da si ga odprite, preberite, gre bolj za vaše pravice in tako da pravice in dolžnosti so v tej listini. Kaj še naprej? Zdaj zdravstveno zavarovanje, vsi imate to evropsko kartico, ki jo dobite brezplačno, študenti pa si marsikdaj uredijo tudi to dodatno zavarovanje, da ste bolj brez skrbi. Zdaj, cene paketov nimamo zdaj kakšne informacije, žal, da bi rekli, katere je najcenejša trenutno, je malo za pogledati. Mariborska zavarovalnica nudi Vzajemna, Triglav Adriatic, Koris in še opcija turističnega zavarovanja za 5 mesecev. To informacijo so pripravili študenti, ki so bili na izmenjavi, zdaj pa je malo za preveriti tudi, kaj od teh paketov je država, kamor greste, zajeta znotraj. Svetujem vam, da imate tudi neko kartico, kamor vam pa lahko starši, če bi karkoli prišlo, ali pa vi, ali pa ta štipendijo, ki jo boste dobili, da imate s sabo tudi kakšno to debetno. Zdaj, tukaj je naštetih par opcij prevoza, jaz verjamem, da že vse to poznate, Skyscanner, Google Flights, potem iz kje vse letite, kako je s temi GoOpti, Flixbusi, AirHelp, to je Compensations for Flight, na njih se obrnete, če bo kaj prestavljeno, odpovedano in tako. Fajn je imeti, se veste, tudi te reči, da imate kaj skopirano s sabo v fizični obliki, če vam telefon crkne, pač ne samo, da zmanjka baterija, ampak preneha delati, da imate te stvari s seboj, in naslov, kam morate iti, da imate to tudi v fizični nekje zabeleženo, v primeru, da ostanete brez telefona, da imate vse te pomembne informacije seboj tudi tako, da se lažje znajdete in osebnega dokumenta in te reči, to je res nasvet. Kaj še pred odhodom? Sami pridobite informacije o državi, kamor greste, tako kot je Lao Tse rekel, če daš človeku ribo, ga nahraniš za en dan, če ga naučiš loviti ribe, ga nahraniš za celo življenje. Tako da mi vas tukaj ne opremimo z vsemi informacijami, ker jih tudi ne vemo, ker se stvari tudi spreminjajo. Tako da to je vaša naloga in je del priprave na mobilnost. Tako da je dobro, da veste, kam greste, tudi jezik, Zahod, Benelux, sever in tako, glede jezika ni težave, ampak če govorimo o Španiji, pa tudi portugalska delno, je pa že fajn kakšne osnovne fraze se naučiti. Zdaj Going Global je pa nek portal, katerega UL
plačuje licenco oziroma pač to včlanitev in tam so pa tudi take luštne in uporabne informacije, kar vtipkate Go in Global in imate vsi študenti UL-ja dostopa, ne. So informacije o državah in tudi za kakšne, če bi tam prek študenta delali, v glavnem ogromno dobrih informacij. Potem, kaj nam je pomembno, da smo v stiku, midve s Katarino si želiva biti obveščeni, tako da takoj, ko pridete, se nam javite, kako je, in tudi, da vpišemo datum, da vejo naši domači profesorji, da ste vi na izmenjavi in da vas novijo na vajah pogrešali, ker ste namreč v času mobilnosti ste upravičeni odsotnosti, To sem že rekla, da si kopirate. Erika in Bibi sta tiste iz UL-ja, jaz in Katarina iz FUJ-ja, zdaj kdo bo pa iz tuje univerze, še boste videli, kdo je tisti, ki vam bo pošiljal. Tole smo že omenili. Ja, zdaj pa, Erasmus je 24/7, tako da bodite aktivni, Omenila sem že zadnjič, Erasmus Student Network imajo vse te univerze, kamor vas pošiljamo, To, recimo pri nas na Univerzi v Ljubljani je to del študentske organizacije, del ŠOV-a je ESN, In to so organizacije študentov, prostovoljcev, ki organizirajo aktivnosti za tuje študente, izleti, spoznavni večeri, športne aktivnosti, kvizi, vse sorta in je fajn, da ste aktivni. Včasih iščejo tudi prostovoljce, bodite tudi prostovoljci, da ste tam čim bolj povezani, da se spoznate s čim večjim krogom študentov. Spodbudili bi vas, da pišete kakšen blog ali pa kakšno, da bi mogoče to uvedli, bomo z veseljem tudi objavljali, tako da dobrodošlo vse, tudi to, kar vas po mailu vprašamo, ali pa če bi pripravili kakšno novičko za na naš Facebook. Super je, če si pripravite ali pa najdete, so tudi na netu, drugače imamo tudi mi predstavitev na FUJ-u o Sloveniji. Namreč marsikdaj smo, dobro, zdaj več ne, ampak ko sem začela to delati, in sem šla v tujino na isto tako neko izmenjavo, ko so me vprašali, katera je tipična slovenska jed, kateri tipični slovenski običaj in tako, nisem vedela imen, ne vem, za orihovo potico, za ajdove štrukle ali pa za žgance, In je fajn, da se malo opremite, tudi na marsikateri univerzi prosijo, da tuji študenti predstavijo svojo državo, in se pol povežejo, se vsi Slovenci najdejo in predstavijo pa kakšno jed skuhajo in tako. Tako da ja, ko greste v tujino, se pol včasih malo bolj zavemo naših slovenskih, pa se vprašamo, kaj je naša tipična lastnost za Slovence, Tako da je fajn ta razmislek in vključite se vse FB grupe. Jaz verjamem, da imate tega že čez glavo pa vse, ampak tukaj je pa res pomemben, ker boste dobili informacije in marsikdo si že, ko se vključi v Facebook skupino ali pa ne vem, kjer so to na WhatsAppu ali kjerkoli, da si že najde roommates, da si najdejo tam že skupaj, recimo v Španiji grejo skupaj pol že gledati skupaj namestitve, ne vem, Lizboni pa mogoče si že najdejo tako, že po Facebooku zmenijo, da bi bil ti z mano, v stanovanju, ker stanovanja se oddajajo tudi za 5, 8, 4 osebe, in je fajn, da si najdete študente, ki so tiste, ki bodo šli na tisto univerzo, kot ste vi, že mogoče, da se večkrat pol lahko družite. Zdaj, kaj Erasmus, Erasmus Bubble boste mogoče kdaj slišali, kaj se res dogaja, je to, da so Erasmus študenti tisti, ki so skupaj, kar se dogaja tudi tujim študentov, ki k nam pridejo, ker domači študenti imajo že svoj krog prijateljev, svoje aktivnosti, in se ne družijo
vsi, a ne, seveda tisti prostovoljci v ESN, pa tisti, ki imajo željo se družiti s tujimi študente. Drugače pa ponavadi študenti, ki grejo v, ne vem, v Španijo, družijo vse s študenti iz celega sveta, še najmanj Španci, a ne, ker Španci žal ne znajo tako angleško. Ni to pravilo, a ne, ampak je pa pogosto, kar si univerze vseeno želimo, da tega ne bi bilo, in recimo na Nizozemskem je pa tega manj, zato ker so pri vseh predmetih skupaj s domačimi študenti, recimo primer. Tako da tam pa se pol z domačimi študenti družijo, ampak tudi to, tudi če so oni tam full time upisani, je lahko študenti iz Kitajske in ne domač. Tako da to ni nič narobe, a ne. Če pa vas povabijo kam, a ne, in kakšne aktivnosti mešano organizirajo, se pa le odzovite, to so samo dobrodošle izkušnje. Aha, in tudi to, a ne, Academic Life, v bistvu boste spoznali, a ne, različne, a ne, kako različno gledajo na študij in profesorji in študenti iz drugih kultur. Zdaj, kaj, tole je ena taka krivulja, tudi na Erasmusu se običajno dogaja, da pride, a ne, mesec, teden, ko pa imamo malo slabše počutje, torej, da nas malo domotožje začne dajati, včasih tudi na začetku, kot vidite, ko se še ne povežete toliko in v bistvu pogrešate prijatelje doma, a ne, pa kakšne aktivnosti, ki se doma dogajajo, pa ne morete iti. In taka kakšna krizica včasih ni nujno, seveda, ampak nič narobe, če bo prišla, pride, a ne. Lahko je to takrat, ko se treba močno začeti učiti, lahko je povezan z vremenom, daljšim deževnim obdobjem, ali pa grejo kakšni domov, ki ste bili z njimi tam, kar je redko, a ne. Ali je treba res pripravljati veliko seminarskih nalog, v glavnem izpitno obdobje je lahko malo kriza, a ne. Ampak vedno na koncu, a ne, se študenti, ki so bili na izmenjavi, spomnijo in poročajo samo o lepem. Ampak morate se zavedati, da ni vedno vse lepo, a ne. Se dogaja tudi kaj, ampak to vas bo samo krepilo. Ja. In ko se vrnete, in tudi sicer, a ne, tukaj so tele mehke veščine, ki so pri delodajalcih vse bolj prepoznane, in je fajn, da jih znate tudi, a ne, ubesediti, a ne, ko se vrnete in aplicirate za neko službo, napišete, sem bil na izmenjavi pol leta, a ne, in vas potem na intervjuju sprašate, okej, kaj pa ste tam pridobili, a ne, rečete znanje, ja, druge, ampak recimo to je eno od predlogov, ampak hkrati vas že zdaj prosim, da se zavedate in probate prepoznavati, a ne, kaj vse ste pridobili s tem, a ne, ko ste šli v tujino in se malo osamosvojili od staršev. Ja, a ne, ta creativity, broaden your horizon, a ne, changing environments, a ne, in ta social networking, ki je pa tam res pomemben in hkrati pa najbolj prijeten del lahko izmenjave. In ne glede na to, da se lahko tam zgodi tudi kakšna neprijetnost, a ne, vse, tako kot sem tukaj zapisala, vse izkušnje so dobrodošle, ker vam s tem omogočajo vašo rast in vas bogatijo z izkušnjami. Ja, mirno morje ne naredi izkušenega mornarja, a ne, tudi to. Zdaj vas nočem nič strašiti, ampak vseeno je pa lahko kakšen izziv, a ne. Že to, da telefon izgubite, recimo bi lahko postal en velik stres. Zdaj to je drugače, kar se tiče izmenjave, zaključeno. Jaz sem še ta slajd zadnji predstavim, potem pa dobrodošli, da mi v chat ali pa še boljše bi mi bilo, da se kar unmutate in vprašate. Ampak predtem pa še, dogodek Uprava gre v pravo smer, je dogodek, ki ga naša fakulteta vsako leto organizira in si določi nek izziv in rešuje in išče rešitve. Zdaj, lani ga ni bilo zaradi covida, letošnja tema pa bo Razširi si obzorje in bodi mednarodna s fakultete za upravo. In izziv bo, kako pridobiti čim več inovativnih rešitev, kako spodbuditi vas, študente, da si tekom študija pridobite mednarodne izkušnje. Zdaj govorimo o mednarodni izmenjavi, udeležbi na poletni šoli,
izbira predmeta v tujem jeziku, da ste skupaj, različne izkušnje. Želimo si, da bi vsak vsaj eno pridobil. Zdaj, vi ste tisti, zdaj v skupinah bodo tisti, ki se niso prijavili, tisti, ki so se že vrnili. Tukaj izmed vas bi vas pa prosila, če bi se odzvali in mi poslali ali tukaj v chat ali na mail vaš interes, da bi sodelovala. V bistvu bo to dogodek, to bo tudi ena taka kompetenca, ki jo boste dobili, hkrati boste pa v takem procesu iskanja rešitev, neki brainstormingi pa v sobah posebej, pa intervjujali bi, in pri vas recimo bo na temo, kaj je bil, zakaj ste se prijavili na mednarodno izmenjavo, hkrati to bo taki intervjujički, hkrati pa bi iskali rešitve, kaj ste zdaj ob teh promocijah, ki sva jih s Katarino delali, pogrešali, kaj bi vam bi bilo še lažje, kaj bi lahko midve s Katarino izboljšali, kaj bi lahko fakulteta naredila drugače. In vas res vabim, prosim, da bi se odzvali, to je tisti dan, bo sicer med 10 in 11, bo tako na Zoomu, pol je pauza, od 13 do 14 se pa spet bi dobili. Bodo skupine, v bistvu zmagovalna ekipica, ki bo najboljše rešitve predlagala na mednarodni pisarni in fakulteti, bo dobila nagrado. Tako da, dobrodošli. Potekalo bo v slovenskem jeziku, tako da nič takšnega. Tukaj so še najini kontakti, tako da je to. Upam, da vam je bilo tole malo v pomoč, že zaradi tistega maila, mogoče, ko ste se ga ustrašili, ko ste ga dobili od Erike. In evo, timing imamo dober. Vsakič po izmenjavi povabimo na After Mobility Coffee, da vas malo počastimo, pa da se malo pogovorimo, pa izmenjate izkušnje med sabo in se tisti študenti še, ki ste bili na izmenjavi, ne vem, eni v Tallinnu, eni v Španiji, drugi na Nizozemskem, da se med sabo spoznajo. Ampak zdaj zaradi covida letos tega ni bilo. Smo se samo z individualno tako slišali, ampak sicer pa res se odzovite, ker tudi marsikdaj imajo študenti, ki se vrnejo v krizo, koliko je tle vse bedno, in se tisti študenti, ki se prej mogoče sploh niso poznali, ker so bili na različnih koncih Evrope, povežejo zato, koliko je pa, se pol je ta reintegracija nazaj v slovensko okolje in med svoje prijatelje tukaj, se povrne, ampak najprej imajo pa marsikdo krizo in bi šel takoj nazaj ali pa takoj že nekam na novo destinacijo. Tako da zdaj pa, študenti, povejte. V chatu ali jaz ne vidim, ali se še niste odzvali. Ajde, kdo bo pogumen, ali je vse tako super predstavljeno in vse jasno. Ne vem, koliko je bilo kaj omenjeno. To za Islandijo me malo zanima. Pač jaz, ko sem na upravni šoli in ko sem gledal njihove predmetnike, pač imajo nek biznes, ampak kako je glede, ne vem, je tako samo 4 predmete ali koliko za prvi semester in pola jaz lahko izberem, ne vem, še neko tretji predmet. Iz political sciences, je še tam fakulteta nekak. Ja, torej moram gledati samo iz political science pa business v bistvu. Tako. Zdaj, iz obeh fakultet ste najdel samo 4? Pač se mi zdi, da bi glih dobil unih 30 točk, če bi vse 4 iz business, pa ne vem, če bi angleščino še dal. Ja, super, kot angleščina, kot izbirni predmet bi lahko, Zdaj tako, čist na pamet vam to ne znam odgovoriti, je pa to super vprašanje za njih tam, ampak običajno se vprašate tam res konkretno, recimo in v vašem primeru jih vprašate, če ste v dvomih, da je to pri njih dovoljeno, ali lahko izberem 4 iz fakultete te in te in 2 ali pa enega iz te in te fakultete, ali je to možno, Ja, in to velja za vse, ki ste tule z mano, Preverite, ali se tam dajo te kombinacije, ker nekje se dajo, nekje se ne, ker mi imamo recimo sklenjen lahko na univerzitetni ravni ali pa direkt s fakulteto. To je spet pri njih
pri vsaki univerzi malo različno, a ne. In nekje so te možnosti, da iz različnih fakultet možne, druge ne, in je čist na mestu, da jim pišete nabor predmetov, a ne, na tisti en naslov, ki ga boste najdeli in bodo one že forwardirale tistim departmental coordinators. To se tudi pri nas, recimo, tujci naši, ki pridejo sem, nas isto to sprašujejo, a ne. In si pol mi iz FDV-jem, EF-jem in tako se uskladimo. Če pa se pol izkaže, da urnik, ki pa ni znan, a ne pol leta vnaprej, ne omogoča, pol je pa ta during the mobility sprememba spet, a ne. Tako da jaz bi rekla, da kar preveriti, pisati na tisti mail. Kaj pa Prav? še to v bistvu za jezik? Če bi jaz hotel še en dodaten jezik, poleg vseh tistih predmetov, ne vem, italijanščino, ki je pač kled absolutno nimamo. Tisto v bistvu se meni samo priznali pri njihovi faksi oziroma pri Erasmusu, pri teh točkah. Na moji šoli tukaj prava pa se mi ne bi priznali, ne? Samo da preverim, oni ponujajo italijanski jezik tam kot predmet? Na Islandiji? Se mi zdi, da je bilo pač tako ogromen. To bi bilo nenavadno, ampak okej. Ampak ne, se tudi je, v bistvu ja. Mogoče tudi ja. To je za preveriti pri skrbniku. A vam bo to upošteval kot izbirni predmet? Ne vem, vam zdaj odgovoriti, kaj je bilo. To bi bolj Katarina vedela, a ne, ker ona ima malo informacije, a ne, kako gre pri nas, a ne, skrbnik odobri, potem pa še komisija za dodiplomski ali podiplomski študij to odobri. Ok, razumem. Ja, zdaj, Jernej Gašper je odgovoril in to bo najboljše, največ jih boš dobil. A to se navezuje na kreditne točke, da bi jih še več? Jernej, ne vem, nisem čisto sigurna. Je še kakšno vprašanje? Ali pa če se... dobro, Jernej. Kar pogumno. Drugače pa seveda, a ne, zdajle recimo te dve najine številke, a ne, mi smo očitno še nekaj časa doma. Malo vztrajajte, a ne, ker to se nam preklopi na mobilne, privat telefone in ne morem nazaj klicati, a ne. Tako da zdaj sem imela kdaj kakšen že telefonski klic, vmes je nekdo klical in preden sem jaz tega zaključila, je študent kdorkoli klical na to številko, ki jih zdaj vidite, a ne, že obupal. Jaz pa nazaj ne morem klicati, ker mi kaže, recimo v mojem primeru, pač kličem na 530, a ne. Tako da malo večkrat pokličite ali pa pišite, pa se slišva, se zmeniva za klic, a ne. Če bi radi se tako. Tako da ja ne vem, če ni več vprašanj, hvala vam, ker ste prišli pridni. Jaz imam še eno vprašanje, samo za nazaj. Živjo. Zdravo. Za Learning Agreement sem že vse oddal za prejšnjo izmenjavo za Nemčijo, samo končno različico Learning Agreementa. A to jaz izpolnim? V bistvu ni obvezna, ker si dobil že Transcript of Records. To zdaj nekako zaenkrat velja, da je Ula rekla, da ni nujno. Razen, a zahteva tam aplikacija spletna, ne? Ja, je. Lahko isto naložiš Transcript of Records. Drugače pa velja, da bi ga mogli spet vsi trije podpisati, ne. Kar zdaj vidim, da prav, to je prej še Erasmus uvedel, tudi jaz tamle na slajdu je, ampak kar se tiče štipendije vsega, bo veljal Transcript of Records. Aha, okej. Ja, tole, kar je zdaj Marko napisal, a ne, jaz bi vas spodbudila, a ne, tako, kot sem zdaj pisala vama, v bistvu Marko, tebi in da jo najdem. Katarino Habjana, ne, da se povežete tisti, ki greste na isto univerzo, a ne. Jaz sem recimo zdaj vama kar poslala in odprto in upam, da se boste vsi strinjali, zdaj mogoče kar v chatu mi napišite, a ne, da se strinjate, da vas povežemo, to pomeni, da damo vaš mail, ne vem, zdaj sem jaz si kar dovolila, da sem Katarini in Marku, ki smo jih nominirali na Islandijo, poslala odprt mail, da vidita in da se povežeta, a ne. Pa imamo tle recimo Leiden University, Aleksandar in Jan, a ne, en gre januarja, en septembra, a ne, in seveda, da je
pač fajn, da se povežete. Tako da mogoče glih toliko, da vas spodbudim, mi kar v chat napišite, če se strinjate, da vas povežemo, da vam damo maile eno drugega, a ne. Zdaj recimo Barcelono, ki se itak poznata, ampak Praga, a ne, imam tudi dva, a ne, je Ana pa Barbara, ena gre februarja, enega septembra, a ne, in se predvidevam ne poznata, a ne, še, ampak bi res bilo smiselno, da se spoznate, povežete in si pomagate z informacije, ker tle morate biti kar včasih fleksibilni, a ne. Tako da tole vas počakam, da mi vsi rečete, da ste za. V bistvu je samo beneficial, a ne, da si pomagate. Če pa menite, da bi vam vsem, da bi nekdo naredil Facebook skupino in vas vse povabili, da sploh niste več na Facebooku, ne vem, katero okolje bi vas dali skupaj zdaj, da bi si vi že, če vam je to v interesu ali imate res tega že preveč, mogoče je res skoraj, ali pa ne vem. Fejst pomembno pa je, ko greste v tujino, da se z tistimi tam povežete, a ne. Tudi mi za tuje študente naredimo Facebook skupino, pol si se oni že pokonektajo tam, pa si pol živejo WhatsApp ali jaz ne vem, kjerem okolju, da so obveščeni, pa tudi, če gre to samo za to, kje je kakšna zabava in kam bi šli skupaj na izlet od tega, kar res se napoveduje, recimo, ali pa kjer predmet, a ne, tudi pri predmetu manjkaš na predavanju, a ne, je pomembno, da dobiš od kakšnega sošolca informacijo, kaj je bilo na predavanju, recimo, a ne. Res, Žak Dolenc, se je javil, da bo naredil. Ja, kar dobro, bravo. Res je fajn, da si pomagate, da se pokonektate in drugega spodbujate in ne obupati, če se vam bo zdelo, da so ali predmeti ne ujemajo, ali pa bomo našli rešitev, a ne. Vseeno pa, če karkoli vam pride, a ne, upam, da ne bo razlog, ne vem, da ne boste naredili pogojev, nas obvestite, da pač odpovedujete, tudi to je možno, a ne, zaenkrat brez posledic, na kakšnih fakultetah UL že zaračunavajo to, a ne, neresno, recimo, če nimajo tehtnega razloga, se ne odpoveduje, čeprav zdaj, ko je bil COVID, je to, a ne, je bil vsak razlog tehten, drugače pa si ne želimo, da odpoveste, zato ker se vam sploh pa ne, da bi bilo razlog tukaj, da je prezakompliciran, da je to čisto preveč dela. Ja, malo ga je. Na 3 nivojih neke spletne aplikacije izpolnjevati. In recimo, je pa res, da sam learning agreement je tak, da ga rabimo pošiljati in 3 podpisovati, ne. Zdaj vidim, da je Žak, kaj pa je to, na Discordu se boste dobili, bravo. To se moj sin tam dogaja, pojma nimam, kaj to je, ampak fajn. Bravo. Ja, nič, hvala vam. Mogoče se mi zdaj samo toliko oglasite, da vidim, da ste. Razen, če ima kdo še vprašanje, drugače pa bravo, mi smo zaključili 10 minut prej, kot sem mislila. Ja? Vsi ste si tale Discord link shranili. Jaz bom zdaj tudi nehala snemati. Posnetek bo vseeno na voljo, ne vem, zaradi tistih, ki mogoče niso mogli priti, čeprav smo rekli, da je obvezno, ampak